Topel čaj, med in limona so v jesenskem času naši redni spremljevalci. Da bi se ubranili pred obolenji in prehladi, moramo imeti zdravo in uravnoteženo prehrano. Zadostna količina beljakovin, železa, vitamina C ter probiotiki so ene izmed tistih sestavin, ki pripomorejo k dobremu počutju. Znaki, ki nam kažejo, da imamo oslabljen imunski sistem, so kronična utrujenost, pogosti prehladi, ki se ne pozdravijo, kronične okužbe, otečene bezgavke, redni izbruhi herpesov in aken. S čim si ljudje sami pomagamo, da ne podležemo prehladom? Ja, veliko čaja pa vitaminov. Tudi to, pa cepimo se redno. Čaj, zeleni, ingver, limona, to je to. Nič posebnega. Mogoče kakšen ingver, pa med cimet. Z vitamini in z zelenjavo in z propolisom. Sadjem, zelenjavo, kaj takega, pač vitamini. Nekaj spiješ, pa je v redu. Bolj doma ostanem, da ne hodim po bolnicah, pred zdravnike, pač domača zdravila, čajčke. Sadnimi smuti, s čajem pa in limono. Eni izmed pogostejših virusnih okužb, ki se prenašata kapljično, sta tudi gripa in prehlad. O tem, kakšna je razlika med njima, nam je razložil dr. Gregor Prosen. Gripa in prehlad sta obe povzročeni iz strani virusov, se pravi antibiotiki absolutno ne bodo delovali proti virusom. Recimo pa, da če to nekako poenostavimo, gripa je samo hujši, močnejši prehlad. Povzročajo ga sicer drugi virus, virus gripe, proti kateremu se je možno cepiti, proti onim virusom, ki povzročajo prehlad, pa ne. In za prehlad vsi vemo, da je značilno, da se počutimo slabo, imamo bolečine v žrelu, smrkamo, kašljamo, kihamo, mogoče malo vročine. Dočim za gripo pa so ti simptomi veliko močnejši, nastanejo hitreje, značilna je visoka temperatura, tam nad 39 stopinj, lahko tudi kašelj, predvsem pa bolečine v mišicah, ljudje smo zelo utrujeni in to je nekako tista stvar, ki nakaže, da gre verjetno za gripo. Sami se lahko izognemo gripi in prehladu tako, da se izogibamo javnih zaprtih prostorov, da nismo v stiku z ljudmi, ki kašljajo in kihajo, potrebno je redno prezračevanje prostorov, temeljito umivanje rok z milom in poskrbeti moramo za krepitev imunskega sistema. Do večje odpornosti nam prav tako lahko pomaga izogibanje razvadam, ki so škodljive, kot so kajenje, alkohol ter uživanje prevelike količine kave. In kaj glede naravnega povečanja odpornosti svetuje stroka? Kot rečeno, torej razen pri zapletih gripe, recimo pri pljučnici, ki predvsem prizadene starejše in kronično bolne, v resnici tradicionalna medicina ne more pomagati kaj dosti. To so stvari, to so bolezni, ki minejo same od sebe, prej ali slej, in zato potrebujemo močan imunski sistem, ki pa ga najlažje pomagamo vzdrževati z primerno prehrano, dosti vitaminov, mineralov, sveže zelenjave, sadja, gibanje, absolutno na zelo pomembnem mestu, zdrav način življenja, tudi stres negativno deluje na imunski sistem in absolutno ne kajenja in alkohol v zmernih količinah. S pravilno preventivo lahko torej izjemno pripomoremo k splošnemu boljšemu počutju in zdravju.